Kaj če ti povem, da obstaja vsaj 5 vrst brezplačnikov, ki jih tvoje stranke ali pa potencialne stranke res obožujejo, prenesejo, delijo naprej in tudi uporabijo. In to so brezplačniki, ki dejansko potem naravno vodijo naprej v nakup. V tej epizodi se dotakneva teh 5 vrst oziroma 5 idej za brezplačnik, ki ga lahko uporabi vsak podjetnik in pa podjetnica. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Darilo oziroma brezplačnik ni samo nekaj, kar podjetnik pa podjetnica daje za brezplačno svoji publiki, ampak je lahko tudi čudovito in zelo dobro orodje, ki ti pridobiva nove stranke in to delo na avtopilotu. Glavni namen namreč brezplačnika, po mojem mnenju in kot ga jaz v bistvu predajam oziroma delam z njim, je v bistvu to, da je to en podporni sistem tvojega posla, ki nekako na avtopilotu ogreva tvoje stranke in jih naravno vodi v nakup. In če zdaj mogoče se še kdo sprašuje, Maja, o čem ti govoriš, kaj je to brezplačnik? To je v bistvu tisto, kar stranka oziroma neka naša brezplačna ponudba, ki jo recimo potencialna stranka dobi v zameno za mail. Če ti povem čisto enostavno, smo verjetno že vsi kdaj to naredili, da ti nekdo ponudi recimo nek PDF, upišeš mail, upišeš mogoče še ime in v zameno dobiš recimo to gradivo. In to je lahko čudovito orodje tudi v tvojem poslu. In danes torej pogledava, kako lahko zgradiš, če še nimaš, ali pa če ni učinkovito tvoj brezplačnik, kako ga lahko izboljšaš, da bo dejansko ne samo pritegnil prave stranke, ampak jih tudi ogreval in peljal naprej v nakup. In s tabo bom delila torej 5 različnih idej oziroma 5 vrst brezplačnikov, ki so na eni strani privlačni in zelo koristni za tvoje idealne stranke in na drugi strani jih tudi ogreva oziroma pelje korak naprej. Zdaj, če ne želiš niti nadaljevati oziroma spodaj pod tem videom bom postila tudi link do mini spletnega tečaja, kjer ti pokažem v bistvu, kako narediš svojo darilo, kako ga torej strateško sploh določiš, kaj bo, da bo res delovalo in vodilo naprej. In pa tudi zraven so še vse predloge, kaj napisati v mail, kako ga oblikovati, da ti res prihrani ogromno časa. Imenuje se Darilo 2.0, link bom pa postila spodaj pod video. Tako, zdaj pa gremo pogledat 5 brezplačnikov ali pa vrst brezplačnika, ki jih lahko uporabiš. In prvi, ki sem se ga želela dotakniti, je interaktivni kviz. Nekaj časa je to bilo zelo popularno, recimo na Facebooku, kjer si odgovoril na neka vprašanja in potem si recimo dobil, katera osebnost si. In to lahko uporabimo, takšen kviz, tudi recimo na svoji spletni strani, če želimo recimo dati stranke v določen okvirček ali pa če recimo imamo več ponudb, ki jih želimo skozi en brezplačnik torej priporočati idealnim strankam in velikokrat se ta interaktivni kviz lahko res zelo dobro izkaže. Zakaj? Zaradi tega, ker je na eni strani zelo super orodje, ker da personalizirane rezultate posamezni potencialni stranki in na drugi strani jih torej razvršča oziroma, če lahko temu rečemo, tudi filtrira glede na to, kaj jih zanima, kaj pride. In zdaj, če se mogoče ne znaš predstavljati, kako to zgleda, recimo včasih lahko vidimo, če sploh v tujini, če kupuješ recimo vzmetnico, in potem je en kviz, da odgovoriš na vprašanje, a spiš na levi strani, ali spiš na boku, ali spiš na zadaj, ali spiš sam, ali imaš partnerja in tako naprej. Skratka, je nekaj vprašanj in na podlagi tega se v bistvu potem recimo določi, katera vzmetnica je zate najbolj primerna. Tako da res dobiš personaliziran v bistvu ponudbo. To pa seveda lahko uporabimo tudi kot brezplačnik, ne samo kot priporočilo, kaj naj kupijo oziroma za izdelek, produkt, storitev, ampak tudi kot brezplačnik. Če imamo recimo več ponudb, pa za vsako ponudbo svoj brezplačnik, je lahko na začetku mogoče tudi kviz, ki jih potem lahko idealne stranke filtrira. In tudi za njih je to zelo, zelo super, zaradi tega, ker v svetu, v katerem živimo, imamo itak že toliko informacij in če je nekaj personalizirano za tvoj določen primer, za tvoj izziv, ki ga imaš, je lahko res velika vrednost tudi za tvoje idealne stranke. Tako da je ta interaktivni kviz oziroma kviz je lahko res nekaj zelo, zelo super, kar ti lahko pomaga v tvojem poslu in pa naredi tvoj brezplačnik
brezplačnik veliko bolj zanimiv, privlačen in pa tudi učinkovit, da potem pelje dejansko tudi naprej. Ok, drugi način oziroma druga vrsta brezplačnika, ki sem jo želela se dotakniti, je recimo X napak, ki jih počnejo. Velikokrat mogoče se kdo želi izogniti temu, da želi deliti napake, ker je to negativno, in mogoče ni takšen brand. Tukaj lahko potem napake zamenjaš torej z nekimi prednostmi ali pa nekaj takšnega. Čeprav tukaj bi te želela še opozoriti, da ljudje smo veliko več pozornosti, to je pač bilo že narejeno ogromno raziskav, torej damo pozornost, ko je nekaj negativnega, ko je nekaj, kar lahko delamo narobe, ko je neka nevarnost pred nami, tako da iz tega vidika so lahko napake, ki jih počnejo, pa se mogoče niti ne zavedajo, lahko zelo učinkovit brezplačnik. Ok, zdaj pa kako naredimo ta brezplačnik oziroma kaj vsebuje? Lahko seveda vsebuje tudi rešitve. To je zelo rada dodam, da ni samo, da jih strašimo, ampak jim ponudimo neko rešitev za te napake. Idealno je, da so to torej neke neočitne napake, ki jih delajo in imajo potem neželjene rezultate. Bolj kot so te neočitne, boljše bo ta v bistvu, recimo, če temu rečemo, ali v videu predstavimo, lahko pa tudi v PDF-ju. Kako zdaj se zastaviš? Tako da v bistvu pogledaš, ok, če si ti strokovnjak oziroma strokovnjakinja na svojem področju, kar ponujaš, in če zdaj si predstavljaš, da bi nekdo od tvojih bližnjih, mogoče tvoj partner, partnerica, potreboval točno ta izziv, ki ga ti rešuješ, pa ji ti ne moreš pomagati, kako bi v bistvu svetovala, kako recimo naj izbere pravega izvajalca ali pa izbere pravi izdelek, produkt, kateri so tisti kriteriji, po kateri se odloči za nakup oziroma izbiro. Zakaj govorim o tem, da tvojim bližnjem? Zato, da res gremo v globino, ker če si na svojem področju strokovnjak, strokovnjakinja, potem veš, kaj so tiste glavne napake, ki jih večina ljudi dela, pa mogoče se niti ne zaveda, torej nezavedno, in če svetuješ to seveda svojim bližnjim in enako delaš z svojimi potencialnimi strankami, potem je to ena taka čudovita zmagovalna kombinacija, in potem lahko te napake, torej zbereš nakup, lahko so zraven tudi torej rešitve in je to v bistvu kot en brezplačnik, ki pa seveda izraža to, da če se želijo pa izogniti vsem tem napakam, si pa ti recimo prava izbira za njih. In tukaj ne gre za manipulacijo, da ne bo kakšne pomote, ampak gre v bistvu res za informiranje, na kaj naj pazijo in na kaj ne. Pri meni recimo imam en takšen priročnik, kako izbrati pravega dizajnerja oziroma nekoga, ki ti postavlja spletno stran, ker pač vidim pri strankah ene take skoraj že včasih grozljivke, ki se dogajajo, in tudi če se ne odločijo zame ali pa če nismo pravi fit, vseeno imajo vrednost iz tega brezplačnika. In to je zmeraj ta naš namen. Seveda pa je namen tudi to, da vodi naprej, da ogreva torej tvoje občinstvo. Če ti dam mogoče še en primer, bi lahko bilo, kako izbrati recimo poročnega fotografa, ki ti ne bo uničil poročnih spominov. Zdaj, za poroka recimo en taki zelo pomemben dogodek, in če zbiramo fotografe, imamo cene res lahko zelo, zelo različne. Lahko je nekdo, mogoče, ki je ravno začel svojo kariero, pa pač si je rekel, ok, jaz bom pa šel v poročno fotografijo, in pa nekoga, ki je že izkušen, ki je višje cenovni, in zdaj kot mogoče mi, ki se ne spoznamo na vse to, kako bi zdaj priporočali oziroma kaj izbrati. In če smo mi, torej fotograf, ki ima recimo mogoče malo višje cenovni in tako, vemo torej vse napake, ki jih delajo recimo mlajši kolegi ali pa tisti, ki še niso izkušeni, mogoče, in te napake potem lahko zavijemo v nek PDF, ki je lahko zelo, zelo koristen za stranke, pa mogoče ni te naše potencialne stranke nimajo pojma, da se kaj takšnega sploh dogaja, ker pač niso v tem poslu. In kaj se lahko dogaja? Mogoče ta fotograf nima niti prave dovolj objektivov, da bi lahko zajel najbolj magične trenutke. Mogoče ne ve, kako v bistvu se postaviti, da zdaj ne bo on glavna zvezda te poroke, ampak da bodo fotografije nastale popolnoma nemoteno, da ga sploh nihče ne opazi. Ali pa da bo sploh ujel tiste ta prave, ključne trenutke, ker zdaj, če želimo ujeti trenutek, ko si data v bistvu zaročenca, torej prstane gor, to zdaj, če slika točno v tistem trenutku ne uspe, bomo torej težko potem ponovili to vajo. Potem se lahko zgodi, da mogoče pozabi na baterije, da mogoče ne dela dobenega backupa, pa se vse fotografije pobrišejo in tako naprej. Skratka, lahko je kar nekaj teh napak, ki se jim je fajn oziroma ki jih ti želiš, da se jim tvoje stranke torej izognejo, in lahko narediš torej taki brezplačnik. Zakaj? Zaradi tega, da jih informiraš, da jim pomagaš in pa hkrati jim poveš, da v bistvu, če izberejo tebe, se izognejo, lahko odmislijo vse te napake, ker pri tebi se to ne dogaja. In takšen vodič je seveda lahko zelo, zelo, zelo dober oziroma zelo, zelo učinkovit brezplačnik, ki naravno potem vodi, da
si ti najbolj primerna izbira recimo fotografa. Tretji način oziroma tretja vrsta brezplačnika je lahko recimo nek mini tečaj v obliki e-mailov ali pa vabil. Zdaj, ko govorimo o mini tečajih, marsikdo misli, da moramo zdaj tukaj zapakirati ogromno znanja, dati informacije, da zvenimo, kot da bi brali iz učbenika. Skratka, da so pomembne te informacije. V tem primeru, ko govorimo o tem brezplačniku, je ta mini tečaj res ena mini transformacija in oziroma prinaša neko mini transformacijo, ne? In če želimo mi narediti eno mini transformacijo, torej je ta tečajček v bistvu torej zasnovan tako, da vodi do te transformacije in ta transformacija je nekaj, kar potem pelje naprej v nakup oziroma recimo v neko našo glavno ponudbo. Tako da ti mini tečaji so lahko zelo učinkoviti, če so seveda postavljeni zelo strateško, da torej naravno vodijo v transformacijo in iz transformacije potem verjetno v večjo transformacijo, ki je pa tvoja recimo glavna oziroma pač ponudba, za katero je narejen ta brezplačnik. Tako da se lepo potem zložijo vsi pač koraki. Kaj pomeni ta mini tečaj? Mini tečaj je lahko torej preko e-mail sekvence, torej da vsak dan recimo, da se prijavijo na ta mini tečaj, ki torej obljublja neko transformacijo. Vsak dan ali pa vsak drug dan recimo dobijo en mail z navodili, z nečim, kar pač morajo narediti mogoče, ali pa za nekaj, da jim razjasniš, da jim raztopiš ugovore, za nakup, za transformacijo in tako naprej. Ali pa, da vsak dan recimo na mail, ali pa se jim odklene recimo en video. Potem lahko v bistvu, kadarkoli v bistvu se torej prijavijo na ta brezplačnik, se jim za njih torej personalizira, kdaj se ta vsebina avtomatsko odklepa oziroma pošilja. In to je lahko en taki čudoviti zimzeleni brezplačnik, ki naravno vodi do transformacije, kar je zelo pomembno, in pa še korak naprej, torej vodi tudi v ponudbo. Potem imamo naslednjo, torej četrta je že to je četrti način, je lahko nek ekskluzivni video, lahko bi mu rekli tudi webinar, ki je na voljo torej na zahtevo. Kaj to pomeni? To pomeni, da kadarkoli nekdo pride na našo spletno stran, vidi to ponudbo za našo brezplačno ponudbo, vpiše podatke in dobi dostop do tega ekskluzivnega videa oziroma webinarja. Ampak v tem webinarju video je zelo pomembno, da je zelo strateško oziroma premišljeno narejen, zato pa da potem tako vsebinsko kot naslov in vse to, ne, da potem naravno vodi naprej. Kar velikokrat vidim tukaj napako, ki se velikokrat res dogaja, je recimo, če vzamemo eno jogistko, ne, in potem kot ta zaklenjen video da recimo eno vadbo. Brez kakšnega klica k akciji, brez kakšnega naslednjega koraka in tako naprej. In seveda je dobro, da ima naša potencialna stranka izkušnjo z nami, to je fantastično, ampak potrebno pa je tudi, da je to jasno, nekako zbudi nekako še večjo željo potem, da res gre v akcijo in da naredi korak naprej. In to seveda brez manipulacije ali pa kakšnih torej takih čudnih strategij, če temu tako rečemo. In pa peti način, ki je lahko zelo učinkovit, je pa recimo brezplačen posvet ali pa ocena. Zdaj, če si na začetku poti ali pa če imaš mogoče veliko časa, potem so ti posveti lahko najbolj učinkoviti brezplačnik, ki vodijo lahko tudi v višje cenovne ponudbe. Ti definitivno niso primerni za nizkocenovne ponudbe, zaradi tega, ker pač verjetno ceniš svoj čas in lahko se seveda učinkoviti, ampak verjetno ne bo najbolj smiselno, če imaš neko res zelo nizkocenovno ponudbo, lahko pa seveda tudi pretestiraš, ali pa če imaš kakšno kampanjo narediš, ko imaš več časa, je pa tudi seveda lahko zelo super. Kaj gre brezplačni posvet oziroma ocena? Fino je, da tega ne pozicioniramo ravno kot nek posvet ali pa ocena, ampak v bistvu gre za nekaj, kjer individualno svetujemo, naredimo analizo za posamezno stranko. Tako dobimo z njo torej neposreden stik, kar pomeni, da se hitreje torej zgradi tudi zaupanje, odnosi in tako naprej. In potem seveda, ko imaš to svetovanje, gre korak naprej, če vidiš, da je pravi fit, da je pač primeren ta potencialna stranka za tvojo glavno ponudbo, jo lahko tudi pelješ oziroma ji torej ponudiš naslednji korak. In to je lahko torej en taki zelo učinkovit avtomat, ki ti deluje, ki se lahko konstantno torej prijavljajo na te posvete oziroma ocene, analize, kakorkoli želiš, a ne, in potem grejo naprej. Kaj bi to lahko recimo bil primer? Sem razmišljala, kaj bi bil en taki malo drugačen primer, a ne? Pa recimo, da če delamo, da smo nek terapeut, mogoče z energijami, ali pa zadnje sem zasledila tudi nekaj, da lahko se slika recimo aura in tako naprej, a ne? Pa je mogoče bi lahko tukaj bil 15-minutna analiza tvoje aure, ali pa pogled v tvojo auro, ali pa pogled v tvojo prihodnost, ali pa kaj takšnega. Ok, skratka, kar tvoje
tvoje stranke oziroma potencialne stranke že iščejo, to je najboljše in si ful želijo. In če jim tukaj seveda ponudijo, da dobijo vpogled, da vidijo, kako to deluje, se lahko potem seveda hitreje odločijo za naslednji korak. In če jim tukaj mogoče na posvetu mi tudi naredimo kot nek načrt, personaliziran načrt, kako pridejo iz točke A v točko B, kamor si želijo, lahko grejo zdaj po tej poti sami ali pa z našo pomočjo. Recimo primer, tudi če imaš kakšen coaching, je to lahko zelo zanimivo, zelo konkretno, ampak ne pa v bistvu, ni pa mogoče najboljše, da je pozicionirano kot brezplačen posvet, zaradi tega, ker velikokrat potem ljudje to razumejo, da je to zdaj en prodajni klic, kar pa v tem primeru tudi ni. Tako da tukaj edino ta mogoče je fajn to paziti. In če se zdaj sprašuješ, ok, Maja, razumem, ti posveti pri meni recimo delujejo čudovito, velika je konverzija, ampak jaz enostavno več nimam časa vzeti toliko brezplačnih, lahko seveda dodaš, ko se prijavijo, še vprašalnik, kjer jih sfiltriraš med tiste, ki so tvoje potencialne stranke, s katerimi nekako oceniš, da greš lahko naprej, in pa tistimi, ki iščejo recimo samo neke brezplačna gradiva in niso tvoj pravi fit. Tiste, da jih pač zdaj mogoče čisto ne odsloviš, jim lahko lepo poveš, da če nismo pravi fit, jim pa ponudiš mogoče kaj drugega, kakšen drugo brezplačno gradivo, kakšno drugo darilce, ki jih bo pa mogoče pripeljalo korak naprej, da bodo pa nekoč postali pravi fit za naslednji korak. Tako da tukaj se lahko zelo igraš, ne rabimo, vedno se najde neka rešitev, in če nam nekaj res lepo deluje, je fino, da to tudi izkoristimo, in seveda se tudi da. Tako da upam, da ti je pomagalo, da si izbereš kakšno izmed teh idej, če jo uporabiš, ali pa če se te katera zdi zanimiva, če mogoče nisem kaj dovolj jasno razjasnila, bom seveda vesela, zapiši spodaj v komentar in bomo pogledali. Torej, če želiš ta brezplačnik pa res narediti tako po korakih v roku cca 3 ur, potem pa seveda bom link do Darilo 2.0 postila spodaj pod videom, kjer te vodim po korakih, zate so pripravljene že vse predloge, tako da res gre zelo, zelo hitro in učinkovito lahko potem pridobivaš, ogrevaš stranke in jih pelješ korak naprej. Uživaj in srečno ustvarjanje! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.